Spoštovani gospod predsednik, gospoda Nadškofa, zakaj je cerkev še vedno proti kontracepciji, mi bo pojasnil monsignor Franc Rode, upokojeni kardinal, vaša ekscelenca, dober večer. Lepo pozdravljeni. Ok, greva v časovni stroj, da se vrnem za pol stoletja nazaj, v nemirno leto 68, leto študentskih nemirov in praške pomladi, čez seksualne svobode, hipijev in rock'n'rolla. Spomnim se, kot je bilo včeraj, še suknič ma misli. Ok, pa se zdaj. To idilično dekadenco zmoti novica iz Vatikana. Papež Pavel VI uradno prepove kontracepcijo. Seveda, poglejte, papež je z encikliko članom katoliške skupnosti prepovedal sleherno dejanje pred, med ali po spolnem aktu, katerega namen je preprečiti nastanek novega življenja. Treba je povedati, da je bila ta papeška enciklika sprejeta že nekaj let prej, v času drugega vatikanskega koncila. Okay, ja, ampak sprejeta je bila z veliko muko. Na noge je dvignila številne duhovnike, škofe, ugledne teologe, skratka, vse tiste udeležence koncila, ki so se zavzemali za preobrazbo cerkve. Tako je. Bilo je nekaj kritičnih glasov, ki so papežu odkrito nasprotovali. Kar je na nek način bogokletno, ker papež velja za edino nezmotljivo inštanco znotraj RKC-ja. Vidim, da ste dobro seznanjeni. Reformisti so mu takrat učitali, da gleda na sveti zakon le skozi oči bioloških nagonov. To ni povsem res. Papež Pavel VI je v svoji encikliki takrat med drugim zapisal, da lahko moški, ki se navadi na uporabo kontracepcije, izgubi spoštovanje do zakramenta svetega zakona in začne žensko obravnavati zgolj kot sredstvo za zadovoljitev svojih nagonov. Jasno, rimokatoliška cerkev se že od nekdaj zelo zavzema za pravice žensk. Ok, ampak povejte mi iskreno, ste že kdaj od blizu videli kondom? Od blizu? Kako to mislite? Ste ga daj že držali v rokah, Oh, kaj me sprašujete, ljubi Bog? A vam morda izgledam kot kakšen Kazanova? Dobro, to ne, ampak v času seksualne revolucije ste bili mlad lazarist, službovali ste v Celju, družili ste se z mladoletnicami, dirkali ste z avtomobili in tako naprej. Na kakšne mladoletnice namigujete? Ok, da je v časopisnem arhivu obstaja novica, da vas je leta 66 v Levcu pri Celju zaradi prevelike hitrosti zanesel s ceste. Obrla vas je na streho, utrpeli ste pretres možganov, medtem ko je bila mladoletnica oziroma sopotnica nepoškodovana. Oprostite, mi lahko pojasnite, kakšno zvezo ima ta domnevna prometna nesreča s papeško encikliko o prepovedi kontracepcije? Ok, neposredno nobene, ampak zanima me to, kako ste takrat pred pol stoletja kot mladi duhovnik sprejeli to prepoved in kako na to gledate danes, kot valjda zrel in izkušen mož. Gledam precej podobno. Še vedno sem proti kontracepciji in spoštujem to papeževo encikliko, kar je tudi prav. To sta navsezadnje potrdila tudi Janez Pavel II in Benedikt XVI. In kaj na to pravi papež Frančišek? To boste morali vprašati njega. Monsignor Rode, hvala, ker ste bili moj gost. Hvala vam. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, to je bila njegova ekscelenca, monsignor Franc Rode, mi pa se vidimo naslednji teden na istem kanalu. Živijo!